ga izzovem. Ja, ja. Widowmaker. Dobro jutro. Danes bo en dosti zanimiv dan. Snemamo atmosferce najbolj, da pokažem, z McLarenom 570 GT od Autobroker. Leta malo si pa že zdaj držim prste na ušesih, zato ker sem rekel, da ga bom zalaufal. What do you think of the car? Okay. Sit in the front. Because you can sit in the front. Zdaj pa pičem v Slovenijo vas, kjer ima AMZS svoj karting center, tam že čaka snemalna ekipa. Carbon fiber! Ok, čas. Evo nas, Andro je tukaj. Gremo samo en hiter krog po pisti, ki je sicer zelo zaprta, gre za karting pisto, ampak tudi na taki progi ti avto zelo hiter da občutek vedeti, česa je sposoben. Jaz malo ponavljam svoj tekst, pravzaprav je tako, nimam teksta prav napisanega, ampak imam napisana izhodišča, da vem, o čem moram govoriti, zato ker s temo, z avtom sem seznanjen. In potem pogledam, aha, ta alineja pove nekaj o tem, pa sem gasa. Ok, zdaj pa čakam, da sem pridejo. A sem se Autobroker že zahvalil, pa veš, ne, kaj oni delajo. A nisi čez ziher. Oni so specializirani za uvoz vozil, ponovadi iz Nemčije po naročilu, ampak rabljenih avtov. A veš, ti si izmisliš, kakšen rabljen avto bi imel, potem ti ga pa oni najdejo, pa ti ga pripeljejo. No tako, fast forward, kakšno urco pa pol, mi smo že globoko v snemanju, več ali manj smo besedilo že posneli, čaka nas še neki vožnje. Kajzer zdaj dela še beauty shote avta na skateu. Smo s snemanjem končali pred 5 minutam in zdaj se je uscal. Včasih se ene stvari tako lepo poklapajo. Naslednji dan še vedno pada dež, zdaj bom pa jaz tega elefanta odpeljal Goodtimersom. Veš, da so to, ne? Če ne veš, boš pa kmalu videl, pa bom pa tam prevzel en avto, ki slovi po tem, da je bil, dajmo sam reči, da je bil njegov nadimek je bil, pa je še zdaj The Widowmaker. Widow, veš, kdo je, ne? Vdova. Daj postane ženska vdova, ki se možu kaj naredi. V tem avtu. Aja, koliko pa kufra te zanima? Na hitrco za 2 letalska kovčka ali pa za eno orang boršo, pa tale moj ruzak. Če te zanima, ali bom jaz temu avtu posvetil kakšen vlog, prosim lepo brez skrbi, zato ker ga bom, ampak to ni ta. Evo, jaz sem pri Goodtimersih, vidiš? A si že kdaj bil tukaj? Avto je noter. Vse još malo poscam po tleh. Je pa hecen videti ta kontrast, ne? Sodoben, super športnik, obkrožen z... Sej zakva pa ne bi malo pogledal, ne? Caddy, Corvetta, prva, druga, tretja. Se najde kakšen avtomobilski zaklad tukaj noter, ne veš, koliko je? Mislim, pa za ljubitelje Mercedesov, tamle zadnji v galo. Pa mogoče še kakšen Ferrari tamle gor. Tole je čisto ena navadna Cobra. Daj pazi ta podatek, 600 coinov. Ta avto top speeda nima, kolikor se ti upaš, to gre. No pa da noš rekel, da sem nasramen, ker nisem Mercedesov pokazal. Daj poglej tega lepotca, čak da ti kabino pokažem. Mislim, da je letnik 59 tam nekje, ampak prosim lepo, poglej to krasoto od kabine. Eleganca, erotika na Mercedesov način. A se kdaj da prijeti to pogledati? Ja, daj prosim pogoogli Goodtimers vsako sredo, mislim, da so odprti, tam popoldne, zgodaj, pa poglej no, na netu. A veš, imajo tudi avte, ki so širši, kot daljši, ne? Tale Chevy Impala je dober primer. Kjer avto bom prevzel, ne? Kaj je to za en Widowmaker? To je Porsche Turbo. Ta prvi turbo, veš, Porsche je ta prvega turbo ta vendal kdaj? Mislim, da 74-ga, nehal ga je delati 89-ga, tole letnik 87. Veš, kako vabljivo ropota, aha? Mokre ceste, brez elektronke, 200 koliko? 84 konjev, no pressure, vse je sam turbo. Kraljestvo rdeče. Stopalke so približno toliko skupaj,
v kakšni formuli, zic je na elektriko. Menjalnik, 4 prestave, potem pa ikonski Porschevi merilniki. Mečkam gasa si pa zaslužimo, a? Originalna vodila, da boste vedeli, s čem imamo opravka. Čez 250 končna, od nič do 105 pa pol. Jaz vem, da te številke niso tako impresivne, kaj avto primerjaš z današnjimi superšportniki. Ampak kle pri tem avto, ne, gre za vse prej kot za številke. A veš zakaj? A veš, tisti malo starejši Porscheji so bili znani po tem, da so imeli zelo nepredvidljiv handling, ker si se pelil hiter. Lahek sprednji del, ker tukaj je, tukaj imaš sprednjo os pa kolesa, pa recimo en prazen kufer, nič kaj dost. Pa bolj greš proti zadku, težji so stvari, še posebej, če jaz not sedim, mojih 100 kg na vozniškem zicu. Tukaj zadnji pa ne sredinsko nameščen, ker tukaj so sedeži, ampak nameščen za zadnja kolesa 6-valjni bokserski motor. Sprav, vsa teža je tukaj. Ko pride do razporeditve teže, je pri tem avtu vse narobe. Tudi pri ta novih Porschih, pri ta novi karieri je vse narobe, ampak do takrat so pa Porschevi inženirji že pogruntali, da se današnje kariere, turboti in tako naprej peljejo sansko, tudi kar se ravnotežje, uravnoteženosti v zavoji tiče tukaj, daleč od tega. Moja naloga pa je, da jaz tega turbota odpeljem v Ljubljano, Saši, ker on bo posnel prispevek s tem avtom. Vozil ga bom pa tako previden, ker že dolg ali pa še enkoli benga avta. Ok, turbo. Gledaj sem idel malo pelat. Au, malo sem si preščipnil roko zročno. Nič hudega, če je to najhujš. Danes ni slab dan. Danes je dober dan. Dober dan. Dober dan. A je več dober... Kje si, sine? Ravno kar sem prehitil aktualnega turbota. Kakšen moment, stari, se zame. A veš, ta pa evolucija, od kje do kje so pršli in to oba črna, black on black, feltne in karoserija. Pa predn avto oddam Saši, bom naredil še en ful kratek pit stop na Vranskem. A veš zakaj? Šel bom na poligon varne vožnje in bom preveril eno stvar. Sloves tega avta vemo, da je zelo glasen. Jaz bom pa zdaj v praksi preveril, če to res drži. No, ajde. Naredili bomo en čist preprost preizkus, pa najbolj že gremo klela kar na krog. Vse skupaj bom preizkusil pa na zelo lahko način, pa pri zelo nizki hitrosti. Na površini, ki simulira strjen sneg. Ajde, da vidimo. A ga zadržimo v ravnovesju. Lej, pri 20 na uro sem se naučil vse, kar rabim vedeti pri tem avtu. Ker pri višjih hitrostih je bilo vse skupaj sam še potenciran. Drži, misliš, da ga imaš, težišče se prenese, bam, ga nimaš več. Prva je ful dolga, bom probal zdaj še na asfaltu. Prva, malo ga izzovem. Ja. Widowmaker. Ajde, probam še enkrat. Pripeljem ga do meje, pa ga pa sprovociram. Ampak ga pa ujameš! Fuck, stari, ej. Tudi volan ni servo, veš. Imaš kup enega dela, skoncentriran moraš biti kot pes, nove gume so in tukaj je še hujš, držijo, ko pa spustijo. Ok, kaj sem se naučil? A grize, you bet. Ko ugrizne, boš, da si absolutno in 100% pripravljen na reakcijo. Če boš zamudil desetinko, pozabi. Ker ko se težišče avta v zavoju, ali ga ti sprovociraš, ali se pa to zgodi čisto slučajno, ali pa po neumnosti, če ti takrat zmanjka talenta in tole rit odnese, Bog pomagi. Voziti športno in tudi reagirati pa reševati situacijo v starejšem športnem avtu, druga zgodba. Nobenega serva, žlajfe ne primajo tako, kot ti misliš, da primajo. Menjalnik ni tako natančen, reakcija mora biti bliskovito hude. Ok, ko narediš vse skupaj prav, pa se ti poklapa, je vrhunsko. Ampak če se ti pa ne, greš pa vrhunsko v maline.